Po enoletnem premoru je festival Modre Frankinje letos znova potekal v Grajskem parku, privabil pa je obiskovalce od blizu in daleč. Evo, bomo poskusili Modro Frankinjo, letnika 2017. Vesel sem, da je v bistvu tudi zelo dobro ocenjeno. Ambient čudovit, lepa vina, prijetno druženje. Mislim, da smo tudi zaradi virusa vsi tu pogrešali in nestrpno pričakovali, da se spet vrnemo v neke tirnice. Odlično. Zelo dobro, zelo vrhunsko in tako naprej. Frankinja ima obetavno prihodnost, so prepričani organizatorji, zato festival pridelovalce spodbuja k čim boljši kakovosti pridelave vin. Na podlagi ocenjevanja vzorcev letos so jih prejeli 66, vsako leto okličejo prvaka festivala. Letos je to Modra Frankinja vina Kozinc. Naj povem, da smo že vseh 11 let na tem ocenjevanju sodelovali. Veliko smo prišli v sam vrh, ampak tokrat smo se zavihteli na najvišjo mesto in bili zmagovalci, prvaki tega festivala. Pomen mi pa, predvsem naši kompletni ekipi, celi družini, ki se trudi za to eno veliko potrditev tega našega dobrega dela v pravo smer, in pa seveda tudi eno veliko, ogromno motivacijo za nadaljnje ustvarjanje. Sicer pa so člani komisije ocenili Modre Frankinje v 5 kategorijah: starejše Frankinje, roseji, predikati, penine in aktualni letnik 2020. Najvišjo oceno slednje je dobila Frankinja Vin Dular. Ker se udeležujemo tega festivala že od samega začetka, se pravi 11. leto, bili smo vedno v zgornjem vrhu, drugi, tretji, peti, lani drugi in letos nam je uspelo zmagati. Se pravi, da smo na dobri poti, kar delamo, da je to potrditev našega dela. Vina so dosegale zelo visoko kvaliteto in tudi sami ocenjevalci so sami povedali, da kvaliteta je izražena tudi v teh ocenah, ki so jih dobili. Festival že daje rezultate, ki so si jih začrtali pred desetletjem, so prepričani vinarji. To je večje zanimanje za Modro Frankinjo. Dogodek je za Modro Frankinjo zelo pomemben, kajti z njim mislim, da je sorta pridobila na veljavi, predvsem v naši regiji. Zadnje leta pa tudi se širijo novice oziroma dobri glas okoli naše regije. Kvaliteta Frankinje se iz leta z leta se dviguje in kupci pridejo do tega, da pijejo res dobro vino in še boljše bojo. Mi se bomo trudili. To je tudi posebnost naše regije, da mi pridemo marsikam skupaj, pa ne samo skupaj zato, da smo skupaj predstavljali, ampak zato, ker se imamo skupaj fajn. Zato, ker nismo fovš, vsak imamo eno posebno svojo zgodbo, vsak imamo en manj drugačen odtenek. Tako kot je Modra Frankinja lahko v različnih odtenkih, je tudi v bistvu tudi naša, to se pravi, vizija naših kleti različna, ampak skupaj naredimo eno lepo, lahko rečem res lepo zgodbo tega našega Posavja. V Sevnici si s festivalom Modre Frankinje že 11. leto prizadevajo, da bi ta vinska sorta povezala vinarje in vinogradnike, pa tudi oblikovala širšo turistično zgodbo, predvsem v povezavi s kulinariko, tako sevniško salamo kot s krškopoljskim prašičem. Tudi v regiji se pojavljajo v gostilnah Frankinje suhomesnati proizvodi, ki mogoče 11 let nazaj niso bili prisotni. In vidimo, da čez to smo kar nekaj prispevali k promociji, osveščenosti ljudi, k potrošnji, k pridelavi. Zato si bodo, dodaja sogovornica, tako preko festivala in ostalih dogodkov še naprej prizadevali za promocijo vinogradništva in kulture pitja vina ter Modre Frankinje kot sorte vina, ki je po raziskavah nemških znanstvenikov avtohtona slovenska sorta.